Zlatko Šafarič, doktor znanosti, je tele knjigici na pot napisal. V morju poplav novih tehnik osebnega razvoja in ogromno novih knjig in metod je ta knjigica zelo enostavna, ampak naj vas to ne zavede prehitro. Vsak od nas išče svojo srečo v oblakih in v drugih ljudeh, a ne vemo, da je ta sreča tukaj poleg in v nas samih. Veliko bolečin in veliko trpljenja nosimo v svoji duši, v svojem srcu in na svojem hrbtu. Ampak samo od nas je odvisno, koliko časa bomo nosili to breme in koliko časa bo trajalo. En kratek del, ki ga je napisal torej doktor znanosti tele knjigi Su na pot, in njegov avtor, pravzaprav Andrej Karničar, je danes v naši družbi. Povabila pa sem ga na pogovor zaradi ene zanimive tematike. Zanima me namreč, veste, kaj imajo ljudje energijske terapije nadaljavo? Ta razdalja, kako pravzaprav vpliva, kako deluje. On je eden izmed tistih, ki pravi, da z razdaljo deluje še bolj. Je pa tudi izvajalec Su healinga, neke nove metode, tehnike, o katerih bi prav tako rada izvedela kaj več. Andrej Karničar, lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa, da si se odzval našemu povabilu. Uživam in prav taka za v torbico je, veš? Ja, lepo me veseli. Ja. To je njen namen, da imaš vedno pri roki. Da imaš pri roki in pravzaprav kar takole nekje, a ne? Aha, v redu, in potem si preberem. Kot neke, ne vem, intuitivne karte na koncu potem uporabljam. Odprem, kjer se mi zazdi, in preberem tisto. Recimo zdajle, a ne? Dopuščam, da sem takšna, kot sem. Dopuščam stvarem in dogodkom, da se razvijajo moje najvišje dobro. Z ljubeznijo dopuščam stvarem, da se odvijajo po svoji poti. Tako je prav, ne? Ja, tako je prav. Danes bova govorila o tem, kako pravzaprav določene metode, veliko jih je, delujejo nadaljavo, na razdaljo. Verjetno se bova dotaknila tudi samega koncepta časa in prostora. Ja, nekako, ja. Česa se moramo zavedati v osnovi tega, ker ljudje, ki slišijo, da se nekaj naredi nadaljavo ali kakorkoli, si mislijo, aha, ta pa pohan zrak prodaja. Ja, zdaj moramo prav eno stvar razumeti, ne. Vse tehnike, ki jih nekako poznamo danes, pomeni, vse delujejo iz istega izvora. To pomeni, marsikdo pravi, da njegova tehnika je boljša od, ne vem, XY tehnike. Vendar tu se jaz ne strinjam, ne, kajti vsaka tehnika je tehnika z namenom, je zaradi tega, ker ljudje skozi svojo evolucijo potrebujejo neke ločene tehnike, neke ločene stopničke, da lahko neke stvari razumejo in dopustijo k sebi, da pridejo do boljšega ravnovesja, ozdravitve, do balansiranja in tako naprej, ne. Tako da za našo evolucijo, tudi ki gremo mi naprej, se vse te tehnike spreminjajo, vendar vedno se izhaja iz istega izvora, ne. Kar pomeni, da ni ena boljša, druga slabša. Tako da, zakaj pa gre tukaj predvsem nadaljavo, je toliko močnejše, kajti ko imamo enkrat koncept razumevanja, da časa ni in da je vse eno, vse v istem trenutku, vse ta trenutek se dogaja, pomeni mi, ko izvajamo terapijo nadaljavo, nek način lahko rečemo, da imamo hologram osebe, na kateri izvajamo pred sabo, pomeni eno energetsko sliko, in s tem, ki sprožimo ta proces, oziroma jaz uporabljam svoje telo samo kot kanal, s katerim se nekako povežem na sam izvor, ali če drugače povem, da ljudje lažje razumejo, kot nekako, da bi se odločen kabel priključil na višjo napetost in potem se transformiramo naprej. Ko te stvari vzpostavimo in damo namen, za koga zdravimo, oziroma kam gre to zdravljenje, oziroma balansiranje, nikoli ne moramo vedeti točno, kaj bomo pričakovali. Kajti meni je poanta tega, da se ne omejujem na zdravstvene težave, ampak na človeka kot celoto, tako na mentalno, duševno, telesno, fizično, vseh nivojih, da stvari tečejo naprej, ne? Se pravi, najprej moramo razumeti kot to, ker zanimivo mi je toliko različnih metod. Fajn se mi zdi, da si rekel, da vse izvira iz enega in istega vira, in pa potem verjetno gre samo za to, kaj začutiš, da je zate bolj primerno, pa kaj ni.
Tako je, ker mi, tako kot gremo skozi evolucijo naprej, moramo vedno poslušati sebe. Ne? Ena metoda nam je zelo priraste k srcu, pomeni nekaj časa jo uporabljamo, gradimo na njej naprej, vendar čez čas se pokaže, da smo jo prerasli, oziroma da potrebujemo nekaj več. To je bilo pri tebi pri Reconnectionu verjetno, ne? Tako je bilo, ja. Se pravi, te stvari so mi že od malega znane, ampak jaz vedno sem iskal neke potrditve. In tudi pri Reconnectionu, bom rekel, pač neke stvari je bil neke vrste temelj, rečemo tako, bolj poglobljega razumevanja, ne? Ki so se potem stvari odprle veliko v večjem razponu. Ne? In še eno stvar, če mi gledamo vsakega posameznika kot tisto celico, kot tisto enotnost, ne? Pomeni vse je eno, ne? Kar drugače ne gre, ne? Pomeni, da tudi mi vsi imamo neko predpodobo oziroma neke predispozicije, s katerimi lahko stvari upravljamo oziroma mi tudi sami lahko transformiramo. Ne? Gre samo za tisti miselni proces pri nas samih, ko naredimo ta klik, da te stvari razumemo drugače. Su healing je prav tako neka metoda, tehnika za ljudi 21. stoletja in za tiste, ki jo bodo enostavno začutili. V čem se razlikuje od drugih oziroma zakaj je su tehnika su tehnika? Zakaj je su tehnika? Su tehnika, da bi rekel tako, da ene vrste je tehnika v prvi fazi nekako, ki se ljudi uči, pomeni je tehnika, ker ljudje še vedno smo, da neke stvari moramo delati po nekem zaporedju, da lažje razumemo. Vendar kasneje je tukaj potem preraste v svojo lastno tehniko, oziroma svojo lastno mojstrovino, kot neke vrste dirigent v orkestru, kateri... Se pravi, su healing ponudi orodje oziroma neko ogrodje, vsebino pa samo stvariš? Tako je, ker iz tega moramo izhajati. Ne? Tako da jaz tudi recimo na seminarjih, ki smo jih imeli, sem opazil stvari, ki so se razvile zelo eksponatno hitro, kar ti pomeni, ljudje, ki so bili, so enostavno takoj začeli na svojem telesu čutiti težave, na katerem so nekako delali oziroma se ukvarjali z njegovim energetskim poljem. Ponavadi se te stvari razvijajo veliko kasneje, pomeni po določenem delu, po določenem, ne vem, izgradnji same osebe. Tako da ne zdaj, da bi pa potem to stanje prehajalo potem tudi naprej v njihovo življenje, vendar ko se stvar zaključi, se tudi te bolezenske simptomi oziroma bolečine v telesu, ki jih terapeut začuti, nekako tudi odmaknejo oziroma izginejo. Ne? Andrej, govorila po najnem zadnjem klepetu sem, tako v družbi govorila ljudem, poznam tipa, šel je skoraj 100-krat na regresijo in vsi so mi rekli, kako mu je to uspelo? Poznam ljudi, ki so bili enkrat, pa so se pol leta, leto sestavljali od tega enkrat. Ti si bil toliko krat. Je to znanje oziroma ta metoda su healing nekaj, kar se je pravzaprav formiralo oziroma ti je bilo dano v času teh regresij? Ja, to je bilo dejansko res dosti kanaliziranih stvari skozi regresije, kajti proti koncu vse regresije, ki so se prihajali proti koncu, ki nekako sem že izvedel, da moram nekako to zaključiti, da dosegam ta maksimum, je prihajalo večno večjih sinhronizacij energetskega polja, pomeni z mojo energijo, tako da tukaj je bilo res dosti stvari, ki se odvijajo, če so neki paranormalne stvari, tako da, če se tako izrazim. Pravzaprav niso bile samo regresije, so bile tudi progresije. Ja, tudi progresije. In v progresiji si pravzaprav videl tudi to knjigo, ki jo imamo danes tukaj? Tudi knjigo sem videl, tudi vse dogodke, kako se bo odvijali naprej. In od takrat naprej sem se prepustil in naj se stvari zgodijo tako, kot je prav. V najvišje dobro. Tako je, in seveda stvari tečejo v najvišje dobro in plavamo za reko naprej. Pri tej knjigi vidimo tolikokrat in pravzaprav se tudi imenuje su. Odkot ta besedica su, prav tudi su akademija, pa su healing, kaj su pravzaprav označuje? Je to neka vibracija, frekvenca iz nekih drugih dimenzij, do katerih si imel možnost dostopati? Ja, tako je. V regresiji se je pokazalo, se je začela dogajati ena sinhronizacija z neko višjo energijo skozi moje telo. In takrat sem s pomočjo terapeuta tudi vprašal po imenu, kaj se točno dogaja, in bilo je pokazano ime su, oziroma črke ESU. ESU kaj pomeni? Pomeni višjo zavest oziroma lahko rečemo višjo napredno civilizacijo, ki nekako je sprožila nek val informacij, v tem primeru skozi mene oziroma tudi skozi druge ljudi, ki pritakajo na Zemljo. Kajti moramo vedeti, da Zemlja trenutno potrebuje zelo veliko svetlobe, da se dvignemo še na višjo vibracijo.
Če se lahko mogoče malo bolj koncentrirava zdaj na ta Sue Healing Connection, na to metodo, kako pravzaprav izgleda tako v praksi, če bi nam lahko povedal? Če gledamo v praksi, če gledamo metoda, se izvaja recimo 1 na 1, pomeni pacient. Ni skupinskega dela. Ni skupinskega dela, se posveča vedno individualno. Oseba se uleže na terapevtsko mizo, nekako zapre oči in se prepusti. Pomeni, opazuje samo občutke po telesu, ne moli, ne prosi nobenega nič, kajti vse stvari nekako praktiko, oziroma jaz jih sprožim skozi svoje telo. Po samem ciklu, ki ga zaključimo, nekje 25-30 minut, se pogovorimo o samem terapevtskem postopku, kako je potekal. Zdaj, osebe poročajo o raznih dogodkih, od videnja barv, slišanja določenih zvokov, vonjav, od lebdenja do prenehanja bolečin, do velike napetosti v telesu. Zelo različno, kajti tu ima vsak svojo zgodbo, vsak na svoj način dojema ta energetski del v telesu. Po samih terapijah se proces ne konča, kajti je dejansko oseba povezana nekako še z tokom, ki teče skozi njega. To pa zaradi tega, da lahko tudi on hitreje evoluira naprej in hitreje raste. Zdaj, kaj lahko pričakujemo? Pričakujemo lahko popolne ozdravitve, pomeni lahko tudi pričakujemo, da se naši odnosi v okoli družine, okoli prijateljskih službi popravijo, izboljšajo in vsi ljudje, ki nekako ne sodijo v naše življenje, avtomatsko tudi odpadejo. Tako da dosti ljudi po določenem času prek mene rečejo, zdaj pa je vse narobe. Nekateri ljudje so kar šli, me nočejo več poznati in vse te stvari. Ampak moramo se vprašati, kaj ti ljudje so nam vedno želeli dobro, so bili tukaj, da nam pomagajo, ali so bili bolj kot ne za lastne koristi in za nevošljivosti, fovšije okoli nas. Tako da te stvari, ki se mi dvignejo na višjo vibracijo, normalno odpadejo. To tako poznaš. Tako da te stvari potem veliko lepše tečejo. Se pravi, kar ni v naše najvišje dobro, pravzaprav odpade. Tako je, ampak tako eksponatno zelo hitro. Kot da bi se nekako dali v čistilnico in oprali na polno. Zanimivo je, da čas, v katerem smo se znašli, pravzaprav je vedno več depresije, vedno več je shizofrenije, takih in drugačnih fizičnih pravzaprav bolezni kot mentalnih bolezni. Pa hkrati je tudi vedno več gurujev, pa vedno več zdravilcev, pa vedno več terapevtov, pa vedno več metod. Tukaj nekaj ne štima. Jaz ne bi rekel, da nekaj ne štima. Tukaj bi rekel bolj tako. Ljudje so se znašli v enem krču, v katerem nekako ne vidijo izhoda, kako naprej narediti. In potem pride vse depresija in vse te tesnobe, ki jih doživljajo. Po drugi strani pa toliko več gurujev, oziroma terapevtov, ki se danes jih nekako trg ponuja, lahko rečemo to kot pozitivni del. Vendar moramo spet razumeti, da med njimi so nekateri dobri, nekateri so pa tudi slabi, oziroma niso glih v redu, oziroma še niso na tej poti spoznanja, da bi postali še boljši. Zato nekako jaz vsakemu posamezniku svetujem, da naj ravna se po svojem lastnem občutku, naj se začuti prvo za terapevtom, naj se začuti za osebo, v kateri gre. Kajti konec koncev, ko osebi, v kateri gremo, se dobesedno razgalimo, odvržemo maske, odvržemo vse iz sebe. In tukaj mora biti ta sinhronost, povezava med njimi zelo prisna. To je bolj intimno, kot da greš frizerju. Tako je, zelo bolj intimno. Tudi veliko bolj intimno kot, domače zadeve. Kajti moramo se prepustiti. Prepuščanje. Ta del sem večkrat prebrala, tudi v tej knjižici Sue. Nadaljavo, na razdaljo. Na kakšen način to deluje, oziroma ti kot izvajalec nečesa, prej si omenil, da uporabljaš kakor nek hologram, ampak hkrati človek istočasno, ko na njemu se izvaja kakršnakoli metoda, terapija pa že, to v istem času tudi čuti na različne načine. Zaupaj nam, zakaj na razdaljo ponekod praviš, da tudi celo močneje deluje? Ne, na razdaljo iz mojih lastnih izkušenj definitivno deluje močneje. To pa z enega razloga, kajti če bi mi delovali za svojo lastno bioenergijo, pomeni, je ta vpliv med nama tukaj. Koliko gremo delati na daljavo, pomeni, delujemo z izvorno frekvenco, ki se z razdaljo še ojača. Kajti, če razumemo, da je prostor, kako da razložim, če je prostor samo ena obla, v kateri je vse eno, in mi z ene točke do drugo točko, na rekovajih, nekaj pošiljamo, se tukaj z razdaljo stvar jača, pomeni dobiva na hitrosti. In s tem tudi deluje močneje. Zdaj, druga oseba na drugi strani, kjerkoli že je, da je na naši obli, pomeni enostavno lahko se sprosti, lahko se vleže, lahko se usede, opazuje občutke po telesu. Ni nujno, da dejansko se ona tudi zaveda tega.
kajti dosti je primerov, ki nekako starši naročijo terapije za svoje otroke, ki sploh ne vejo, da se izvaja terapije. Ker delujemo spet na višjem nivoju, to pomeni dobrobit staršev, da nekako odpravijo neke bolezenske znake od svojih otrok ali pa svojih sorodnikov. Pa je to dovoljeno po univerzalnih zakonih, da vstopaš v osebno polje nekoga, ki ni seznanjen s tem? Vedno se dela na njegovo najvišje dobro. Dokolikor v njegovo višji jaz dovoli stvari, potem tudi tečejo. Tako da višji jaz je tisti, kateri odloča, ali bo sprejemal ali ne bo sprejemal. Ne? Ampak fizično se torej ne rabi spraševati osebe? Ne, fizično ne, kajti delujem vse na višjem nivoju. Aha. Ni potrebno, da bi pa mi mogli imeti zadovoljenje od nekoga. Ne? Kajti delujemo za njegovo najvišje dobro in koliko je tu njegov višji jaz se za to odloči, pomeni bo tudi sprejel. Ne? Se pravi, mi, ki odločamo sami zase, se ne odločamo vedno v najvišje dobro? Ne, kajti odločamo na podlagi našega uma, na podlagi naših programov, ki smo jih ustavili. Ne? Tako da tukaj ne moramo reči, da je vedno točna odločitev. Ne? V knjigi tolikokrat je zapisano in tudi sicer vsi govorijo o tem, kako je potrebno sprejemati sebe, imeti rad samega sebe in se prepustiti toku življenja. To v teoriji se ful fajn sliši. V praksi pa vendarle ljudje imamo kar težave s tem. Ja, nekaj najtežjega je dejansko sprejeti samega sebe. Ne? Kajti, ko sprejmemo samega sebe, potem tudi lahko sprejmemo okolico, v kateri se nahajamo, ker živimo in tudi vse ljudi okoli nas ne motijo več. Ne? Zato je zelo dobro vedno, ne vem, primer recimo v partnerskem odnosu. Zakaj si izberemo takšnega partnerja, ki ga imamo? Pomeni, naš partner je vedno naše notranje ogledalo. Pomeni, nam kaže to našo notranjost skozi svoje obnašanje, skozi svoje besede do nas. Isto mi kažemo do njega. In če to stvar razumemo, ne, pomeni, nam to ogledalo daje zelo jasni pogled na našo globino, kakšni smo znotraj sebe in kje imamo težave oziroma kje imamo tiste prepreke, katere moramo nekako razrešiti, jih razumeti, da lahko gremo naprej. Za koga je Sue Healing in Sue Healing Connection dejansko najbolj primeren? Kje imaš najboljše rezultate? Pri komu? Pri kakšnih izzivih, s katerimi se ljudje soočajo? Primeren je skoraj za vse starosti, od otrok naprej do starostnikov. Zdaj, najboljši rezultati so pri depresijah, pomeni pri paničnih motnjah, prav tako tudi pri bolečinah v določenih delih telesa. Predvsem pa je ta del zelo pomemben, kajti v odnosih, v partnerskih odnosih, ki se nekako znajdejo v neki situaciji, s katere ne znamo iti, se pokaže, da se stvari enostavno prvo podrejo, res podrejo in kasneje potem tudi eksponatno hitro tudi zložijo v tisto pozitivno stvar, tako kot nam je namenjeno. Ne? Pripravljeni pa moramo biti vendarle na spremembe. Seveda se vsak dan moramo biti pripravljeni na spremembe. Ne? Ampak ljudje, moderni ljudje se raje oklepajo tistega, kar poznajo, da ostanejo znotraj cone svojega udobja. Ja, vedno je najlažje biti doma v kavču, v coni udobja, ampak ko stopimo skozi vrata, tu spoznamo drugi del sveta. Ne? In tukaj je prav, da se prebudimo in naredimo korake naprej. Ne toliko za nas same, če ne tudi za druge, za našo družino in se okoli, da se stvari začnejo premikati. Kaj se bo na Sue Akademiji in nasploh v celotni tej Sue zgodbi, ki se je rodila tako močno in tako v pravem času, kot je tukaj in zdaj, kaj se bo dogajalo, pripravlja se kakšen seminar mogoče, kje lahko ljudje dobijo več informacij? Več informacij lahko dobijo na www.theacademysue.com. Prav tako me lahko tudi pokličejo na 031 7148 za več informacij. Na Sue Akademiji se je odvijalo veliko stvari, prav tako se odvijajo zvočne meditacije, tibetanske posode, potem z raznorazni zdravilci gostujejo od astrologov do osebnih astroloških kart, do predavanj, do seminarjev na osebno in duhovno rast. Tako da je pestro in se dogaja stvari, naprej se odvijajo. Vedno prihajajo ljudje, ki nekako želijo sodelovati. Odlično. In sodelovanje, povezovanje je pravzaprav tista stvar, ki bi morali največ pozornosti posvečati v tem času, ne? Ja, povezovanje in predvsem ozaveščanje, dejansko deljenje informacij. Da čim več informacij doseže večjo skupino ljudi, da se lahko gre naprej lažje.
Pravih informacij, glede na to, da je kar poplava vsega tega, ne? Ja, tukaj pa morajo ljudje poslušati svoje občutke, ne, svoj notranji jaz, kaj jim pravi, ne, kaj je tisto pravo, kaj ne. Najlepša hvala za vse informacije in hvala, ker si pravzaprav. Takole še kakšna informacija in novica tudi na www.klepet.kavi.si. Tam lahko najdete tudi kakšne meditacije in vse ostalo. Se veste, kjer je volja, je tudi pot. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepet.kavi.si. Naj vam bo svetlepo.